250 milijonov Evropejcev vsak dan uporablja internet, toda na milijone evropskih državljanov ga sploh ne pozna. Vedno več vsakdanjih opravil se izvaja na spletu, zato so za polno udejstvovanje v družbi potrebna napredna digitalna znanja. Digitalno gospodarstvo raste 7-krat hitreje kot ostalo gospodarstvo, vendar ta potencial rasti trenutno ovira pomanjkljivosti vseevropskega političnega okvira. Seveda, evropska strategija je pripravljena že bila, narejena je tudi državna strategija na tem področju, zelo pomembno je pa potem, da se dela tudi na lokalnem področju, na področju mest, vasi in podobno. Tako da tukaj se mi zdi, da so precejšnje priložnosti. Spletno gospodarstvo ustvari 5 delovnih mest za vsaki 2 izgubljeni delovni mesti, ki nista povezani s spletom. Skoraj polovica rasti produktivnosti temelji na vlaganju informacijske in komunikacijske tehnologije. Pri vprašanju mestne občine Kranj je v veliki meri vse odvisno tudi od lokalnih interesov. In katere so prioritetne digitalne storitve po meri občanov? Tukaj je vse odvisno od državljanov. Lahko je recimo za različne segmente državljanov so pravzaprav različni interesi. Mladim so bolj všeč določene zadeve, drugim recimo starejšim spet druge zadeve. Tako da tukaj je vse vprašanje tega, kakšne so lokalne prioritete. Na vsak način pa se mi zdi, da se tukaj ena prioriteta ne tekmuje z drugo. Treba pogledati, kaj se lahko naredi skupaj, kako združiti priložnosti, na nek način kako združiti, ponuditi priložnosti za podjetništvo. Izpostaviti se želi praktične vidike, kot so zaupanje, varnost in zasebnost, dostopnost, razvitost infrastrukture ter povezanost digitalnih platform in storitev na različnih področjih e-poslovanja in e-uprave za občane in podjetja. Slovenija je na določenih področjih zelo dobro razvita, torej mi pripravljamo tako imenovane indekse razvoja za različna področja, eno je tudi pač digitalno in na posameznih segmentih je Slovenija zelo dobra. Tukaj gre za to, da glede recimo kadrov, torej koliko ljudje poznajo, torej kakšna znanja imajo na področju informacijskih komunikacijskih tehnologij, kakšne imajo veščine, ki jih pripravljajo pravzaprav za trg dela in podobno, je Slovenija relativno dobra. Kar pomeni, da se uvrščamo med 8 najbolje uvrščenih držav v Evropi. Seveda pa nas na določenih segmentih čakajo precejšnji izzivi. Tukaj recimo so tudi e-storitve za državljane, in tukaj se mi zdi, da je potrebno še veliko narediti. V zadnjem času je Slovenija naredila nekaj konkretnih korakov naprej, recimo e-zdravje, e-recepti in podobno. Predtem je bila Slovenija na zelo slabem mestu, zdaj v zadnjem času je nekaj korakov naprej. Z vzpostavitvijo enotnega digitalnega trga bodo zagotovljene tudi gospodarske in socialne koristi.